Juja, kar naprej. Kako torej, Matjaž, zgleda avto z 7 sedeži? To je prva vrsta, druga vrsta in tu pol noter še tretja vrsta, ne? Dve veliki družini, dnevi polni izzivov, veliko organizacije in nenehnega usklajevanja, a hkrati ogromno smeha in ljubezni, ki se z vsakim otrokom le še množi. To je večji del družine Bosančič, medtem ko Daniela o pomoči starih staršev, ki živijo le nekaj metrov stran, skrbi za otroke, njen partner dela do večera. A ste si predstavljali, da boste imeli toliko Ne, vnukov? nikoli. Pa še sin ima 2. 9 vse skupaj? Jutranjo rutino in razvažanje v šolo in vrtec je že opravila. Najmlajši, šele dobro leto stara Adria Nikola je z njo doma. Daniela, a je toliko perila vsak dan? Vsak dan. Po 2-3 stojala, ker je poletje oziroma lepše vreme, vse štrike zasedem. A sploh veste, kaj je od koga? Ja, Res? ja. Najstarejša Teo in Mija iz šole prideta sama. 4 otroke gre iskat na 3 različne lokacije. 2 v šolo in še 2 v vrtec. Kakšen je vaš vsak dan? Začne se ob 6, konča se zvečer 10, 11, 12, odvisno od dneva, od obveznosti. A ste vedno želeli imeti veliko družino? Ja, pa ne. Ampak zdajle ne bi zamenjala. Koga je mami rodila prvo? Teota, pa potem, Mio, pa potem, mene, pa potem, Alessandra, pa potem, Sergej, pa potem. Alessandra, Ja, Aleksandra ne morem 2-krat. Ana, pa Anastasia, potem, Sergej, pa potem, Adria, Adriana, tako. Dobar dan. Dobro, torbo odloži. Imaš nalogo, dobro? Pospravi torbo, pa boš pa nalogo delal. Kam pa ti greš? A ja, že to kura, no evo. Kam greš? na inštrukcije. Pa pejt pa pridi domov, mami gre pa vrtati po dvojčka. Ajde, pejt. Čau! Ravno samostojnost otrok je ena večjih prednosti družin, kot je njihova. Da se prej vsem usvojijo, prej določene stvari sami znajo, naredijo, ker pač vidijo. Risbice imam tukaj notri v mapi, da ne bojo mokre, kad dež pada. Simono in Matjaža Kosi je širša javnost poznala pred 13 leti, ko je njun posnetek Kam gre beli zajček postal pravi hit. Kam gre beli zajček, kam gre beli zajček? Kakšen beli zajček? Takrat še nista imela otrok, danes jih imata 5. Ko smo jih obiskali, smo starejša 2 za las ujeli za družinsko mizo, tik preden sta se odpravila na nogomet. Treniram že 6 let, danes imam tekmo. Grem k starejših špilot v Kidričevo. Neža, ti tudi nogomet treniraš? Ja, sem leto začela. Kako ti je všeč? V redu, super, ja. Tako, lepo. Vidva sta najstarejša od otrok v vaši družini. Kaj to pomeni? Ja, da pomagamo malo staršemu, pa da čuvamo mlajše, pa da jih kregamo, če se ne moram. Neža bo čez nekaj dni stara 12 let, Tobija na isti dan 11. Izak jih ima 6, Rafael 5, Krištof je star leto dni. Imela sem željo tam 3 nekje. Ampak zdaj, ko smo pa jih v bistvu imela 3, pa smo se pol pogovarjali, če imamo 3, pa če še imamo enega zraven, ne bo nič drugače, ne? Ni veliko razlike, te pa pol smo še pa 5 dobili, pa spet ni nobene razlike, no ali imaš 3 ali jih imaš 5. 6 bomo jih imeli. 6 bomo jih imeli? A punco eno še, okej. Običajno vsak dan pri Kosijevih je podobno kot v drugih družinah, poln starševskih obveznosti, a Simona in Matjaž si kljub natrpanim urnikom vzameta čas zase. Recimo grem obvezno tak za 1 uro z psom na sprehod, tja do sosede, spijeva kavico, ena starejša gospa, malo poklepetava, pol pa pridem nazaj,
V bistvu, Simona je pa kar celi dan, ti imaš kaj takega, nimaš kaj tako grozno. Ko grem na fitness. Aha, točno. Javite zase. Točno, ja. Pa še tako občasno gremo skupaj, tako da še imam še potem družbo na fitnessu svojega moža, tako da še potem spet ni mira, ne? Ja, zdaj sva začela nekaj s fitnessom, ampak sva videla, da... Tako, ne, ampak vidiva, da je boljše, če gre vsaki posebej, no. Družini Kosi in Perek Bosančič sodita torej med družine s 5 in več otroki in teh je bilo v Sloveniji po podatkih statističnega urada za leto 2021 1543. Število velikih družin v Sloveniji sicer pada, leta 2018 jih je bilo nekaj več kot 1570. Leta 2002 še nekoliko manj, dobrih 1400, pred skoraj 45 leti pa nekaj manj kot 4000. Največ je družin z enim otrokom, preko 200 000, vse več je tudi takšnih, ki otrok nimajo. Medtem število družin z 2 in 3 otroki pada, število družin s 4 otroki pa se vse od leta 2002 giblje okoli 5000. S Kosjevimi v družinski hiši živi tudi Matjaževa mama, 75-letna gospa Minka. Je verjetno veliko življenja v tej hiši. Seveda, jaz samo pravim, jaz trpim z svojim križem, ne vidite, da sem čisto pognjena. Pa pravim vedno, da če ne bi to žvrgolelo okrog mene, da verjetno bi že v postli ležala, ne. Me gibljajo, vse me gibljajo, ja. V tako številčni skupnosti so nesoglasja sestavni del družinskega vsakdana in zakona, pripovedujeta Simona in Matjaž. Odprto govorita o tem, da obiskujeta skupinsko zakonsko terapijo. Že 10 let smo v bistvu se mesečno srečujemo in je dosti lažje v bistvu... Ko vidiš, da nisi samo, da nimaš samo ti takšnih težav v zakonu, da so tudi drugi zakonci z istimi težavami, da se srečujejo z istimi težavami pri vzgoji, pri, ne vem, zakonskih problemih in tak, ne. Na nek način terapevtsko deluje tudi to, da dobršen del življenja z javnostjo delita po družbenih omrežjih. Obstaja tudi neka pot, takšna kot je naša pot, da ne rabiš zmeraj iti takšno pot, kot je sedaj neka idealna, neka huda karijera, otrok ali 2, ampak da se da tudi tako, kot se dalo včasih, se da zdaj dosti lažje v bistvu imeti veliko družino. Ne? To so zdaj vsi po vrsti, ne? Tako. Vmes je moj, ker smo mislili, da smo konc, pa je nas je presenetil. Zdaj le vidim, da je glih ta sestavljanka manjkala. Starijo od 1 do 11 let pestra vsakodnevna dinamika, kuhanje, pranje posode in perila, šolske naloge, bralne značke. Vse pa kletpa, pa še 3 knjige. 3 knjige pa plakat imaš, dobro? To boš pa z malico, knjige boš pa z mano. Ovo je delo 24 ur. Ja, mene par ur, njoj pa 24. Popoldnevi so rezervirani za obšolske dejavnosti, karate, plesne vaje, obiski zdravnikov. Brez koledarjev, ki so nameščeni po vsem stanovanju, pravi Daniela, bi se težko znašla. Takole pa to zgleda. Jutri nimamo nič, tlele imamo govorilne, tlele imamo zdravnika, zdravnik, govorilne, tlele pol ni nič, tlele se pa pol ni, tlele imamo... Rojstni dan? Rojstni dan ima tale ta najstarejši Teo. A si morate zapisati? Bolj načeloma vem, ampak zihar je zihar. Skoraj vsak mesec praznujejo vsaj en rojstni dan. Za občutek, kaj poleg dobre organizacije in logistike pomeni vzdrževati številčno družino. Koliko jajc recimo pojejo? 30, 40 zihar na teden. Vikendi pa sploh, ko so skozi doma. Hrenovke, brez tega ne smem biti, 18 jih je noter. To gre od enkrat, brez kruha. Kaj pa mleko? Plato, paket na teden, nujno. Pa ne vem, če je dost. Velike družine dobijo letni dodatek in ta za 5-člansko družino znaša dobrih 500 evrov. Za družine z več kot 3 otroki pa 600. Velike družine se, tako zakonca Kosi, pogosto soočajo z očitki, predsodki, stereotipnimi opazkami. Predvsem to, da pač se ste verjetno, ne vem, na socialni, da lahko imate, ne, da čim večje te otroške dodatke prejemate, pa to.
Pa to so ljudje, ki ne vejo, da mi dva smo v bistvu oba zaposlena, da ne rabimo živeti samo od prejemkov države, ne? Da ja, vedno vse tako ponavadi govorijo, več otrok imaš, več ti dobiš, ne? Več dobiš, ne? Pač moraš si pridelati, da pa zaslužiti, da potem lahko otroke vzdržuješ, ne? Vprašanj, zakaj jim je bilo treba toliko otrok, pravi Danijela, ni malo. Oni mislijo, da mi velike družine imamo otroke zaradi transferjev, ker nam socialna, da ne vem, kakšne milijone dobivamo, da ne vem, kakšne plače imamo, ne vem, kaj. Jaz otrok nimam zaradi denarja. Hvala Bogu imamo, da preživimo, nič nam ne manjka, vsi smo obuti, siti, na toplem, ni da ni. Vajena sva vsega hudega, dodaja Matjaž, in vajena izzivov, še posebej zdaj, ko starejša dva počasi vstopata v obdobje pubertete. Je pa zelo sreča, da je prvi otrok bil hčerka. To pa res, ja. Ker to zelo veliko, nekako tudi ona nama zelo rada pomaga, zelo ima tak materinski čut, zaščitniški čut do ostalih. V bistvu samo 1 leto mlajšega Tobija, ona nima pod komando, vse ostale pa ona brez problema ima pod komando, pa jih ja tudi ona, če treba, obleče, poišče kaj za obleč. Včasih še več jo bolj ubogajo, kak pa najdva. A da življenje s 5 otroki teče, je nujna organizacija ali, kot rečejo pri Kosijevih, sistemi delovanja. Recimo daljinec od televizije, ne? To je ekstremno pomembna stvar pri nas. In točno določeno imamo torej sistem, kdaj ima kdo in koliko časa daljinec, ker če pustimo daljinec samo tam nekje, pa zmenite se sami, bolj je to groza, ne? Med otroki se vse deli na 5 delov in takšnega nesebičnega odnosa so se naučili. Radi vzamejo, denimo, če jim podarijo obleke, dopust si privoščijo, nekaj dni po zimi, teden morja poleti. Praznike, še posebej današnjega, pa globoko doživljajo. Se mi zdi, da dosti ljudi več niti ne čuti prav teh praznikov in je vse postalo zelo potrošniško, tako Božič kot Velika noč, sploh ne vejo, zakaj se gre, ne? Vprašam otroke, ne vem, pri verouku, kaj se spomnite, ko slišite Veliko noč, pa rečejo zajček ali pa jajčka, ali pa ko iščemo jajčka po vrtu, ne? Z vsakim otrokom, ki je prišel v najin zakon, oziroma s tem, ko se je naša družina povečala, se ti zdi, da se en tisti kamenček v mozaiku, da še vedno manjka, pa misliš, da je že končano, pa ko prije novi, še vedno ugotoviš, aha, še vedno je manjka tisti en kamenček, ne? Ne vem, pač izpopolnjen si, no, nekaj tisto najlepšega, no, je to, da imaš možnost, predvsem jaz kot mama, da sem lahko imela priložnost tolikokrat roditi in preživeti to, preživeti oziroma doživeti tako preizkušnjo, no. A je zdaj ta mozaik popoln? Jaz sem si pri prvem že prvič mislila, da je, ne, zdaj že imamo 5 kamenčkov dodatnih, pa... Noben ne ve, tudi mi dva ne veva. Noben ne ve. Tako da karkoli bo prav, no. Tako kot se bo zgodilo, bo prav. Tako. Pri 7 otrocih noben član družine nikoli ni sam. Starejši pomagajo mlajšim pri šolskih nalogah, oblačenju. Kaj ti je najbolj všeč v tem, da imaš toliko bratcev pa sestric? Da se razumemo, pa da se z njimi igramo. Se lovimo, kitajski zice igramo ali pa skrivalnice. Lahko se zanesejo eden na drugega, pomagajo si. Niso skus pri meni, mami, prej se pobotajo, skrigajo, stepejo, objamejo. Čeprav, ko sta se s partnerjem spoznala, nista načrtovala tako velike družine, pojasnjuje Danijela, je hvaležna, da se je življenje odvrtelo v tej smeri in jih je danes 9. Kaj vam pomeni družina? Vse. Brez nje ne znam funkcionirati. Za njo sem se dala. Cela. Od A do Ž. Oba s partnerjem, ne moram reči, da one, da jim lahko zasluži, da se jim lahko da, ponudi. To je edini moj smisel. Dobar.